Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovani gostje, vsi zbrani ter vsi, ki nas danes spremljate nadaljavo, lepo pozdravljeni in dobrodošli v kristalni dvorani predsedniške palače, kjer bomo danes razglasili dobitnika 3. nagrade Zlata čebela. Slovenija v svetovnem merilu velja za zeleno, čebelam in ostalim opraševalcem prijazno deželo. Ponosni smo, da je bilo slovensko čebelarstvo lani decembra vpisano na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine v vseh svojih razsežnostih, od kmetijske, raziskovalne in izobraževalne, družbene, okoljske in seveda kulturne. Prav tako se ponašamo z nazivom države z največ skrbniki čebel na svetu in s čisto svojo čebeljo vrsto krajinsko sivko. K besedi vljudno vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani predsednik Državnega sveta, kolega Marko, spoštovana ministrica, minister, poslanke in poslanci, državne svetnice in svetniki, državni sekretar, veleposlanice in veleposlaniki, gospe in gospodje. Konec prejšnjega tedna sem med svojim obiskom v Rimu na sedežu Organizacije za prehrano in kmetijstvo sodelovala tudi na osrednji mednarodni obeležitvi Svetovnega dneva čebel. Zelo sem ponosna na prispevek Slovenije k mednarodnim prizadevanjem za zaščito čebel in drugih opraševalcev, ponosna na rezultate, ki jih je Slovenija dosegla v 6 letih, odkar je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na našo pobudo razglasila 20. maj za Svetovni dan čebel. Opraševalci so danes integralni del svetovne okoljske in prehranske agende. Usklajeno mednarodno sodelovanje pri tem je pomembnejše kot kdajkoli prej. Predvčerajšnjim smo praznovali Svetovni dan biotske raznovrstnosti. Svetovni ekosistem se je znašel na kritični točki. Dobrobit človeštva, preživetje človeštva, če hočete, je odvisno od skupnega ukrepanja držav in čisto vsakega posameznika. Pa vendar se razkorak med potrebami in ukrepi veča. Brez radikalne spremembe v našem odnosu do okolja je naša skupna prihodnost resno ogrožena. Slovenija je zelena država in domovina največjega števila čebelarjev na prebivalca na svetu. Tudi zato imamo moralno dolžnost, da delimo svoje čebelarsko znanje in tehnologijo ter spodbujamo zaščito opraševalcev po vsem svetu. Gre za naš dragoceni prispevek k reševanju svetovne okoljske in prehranske krize. Vsaka 3. žlica svetovne hrane in 90% razmnoževanja divjih rastlin je odvisnih od opraševalcev. Hkrati sta od prehranske in okoljske varnosti odvisna, tudi mednarodna stabilnost in mir.
Nagrada Zlata čebela je zagotovo eno od osrednjih orodij Slovenije pri ozaveščanju o pomenu opraševalcev in spodbujanju posebnih dosežkov na področju njihove zaščite. Letošnji poudarek na znanosti je v skladu z njenim osrednjim pomenom pri reševanju globalnih izzivov. Vsem trem letošnjim finalistom zato iskreno čestitam. Zahvaljujem se ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vaši ekipi, gospa ministrica, Ministrstvu za evropske in zunanje zadeve, Ministrstvu za kulturo, Čebelarski zvezi Slovenije, Slovenski čebelarski akademiji in vsem drugim organizacijam in posameznikom, ki gradite slovensko čebelarsko in hkrati s tem tudi našo čebeljo diplomacijo. Ta izraz mi je izjemno všeč. Ministrico in vse vas obenem pozivam, da ste tudi še naprej drzni in ambiciozni pri nadaljnji rasti naše skupne opraševalske čebelje zgodbe. Vemo, da so opraševalci najboljši kazalnik stanja okolja in da se nekatere njihove vrste skrb vzbujajoče redčijo. Prosto živeče čebele samotarke nimajo čebelarja, ki bi bdel nad njimi, in zato so njihovi habitati še bolj ogroženi. Več je treba vlagati v raziskave, kar je tudi motiv letošnje podelitve nagrade Zlata čebela. Kaj vse pa lahko kot posamezniki naredimo za opraševalce? Več stvari. Zasadimo lahko medonosne rastline in te naj bodo raznolike, da bodo cvetele čez vse leto in naj bodo značilne za okolje, kjer živimo. Vrtnarjenje sprošča. Z ministrico sva ravno imeli razpravo pred tem dogodkom, kaj naj sprošča. Ministrica je omenila vrtnarjenje, tudi jaz doma pulim plevel in čuvam rože za čebele, ki obiščejo moj rojstni kraj. Zagotovo lahko zatočišča za opraševalce in dostop do vode, ki jo potrebujejo, tako za pitje kot poleti za hlajenje. Lahko zagotovimo takšna zatočišča. Pri pridelavi hrane se izogibajmo pretirani rabi pesticidov in kosimo, če res moramo, v poznih popoldanskih urah, ko je čebelja paša že končana. Kot potrošniki pa moramo opolnomočiti vse sebe in druge z informacijami, od kod in kakšna je hrana, ki jo uživamo, ter z nakupom izdelkov podpirajmo lokalne čebelarje in kmete. Hvala vsem za pozornost in srečno pri vseh vaših aktivnostih. Okrepite jih v dobro planeta Zemlja, edinega planeta, ki ga imamo. Hvala lepa. Tako, čas je, da izvemo končno odločitev odbora in podelimo tretjo zlato čebelo. K besedi vljudno vabim predsednico odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, gospo Ireno Šinko, da razglasi prejemnika letošnje nagrade. Izvolite, prosim. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dovolite, da se ob tej priložnosti najlepše zahvalim vsem, ki ste kot posamezniki oziroma kot organizacije predlagali kandidate za Zlato čebelo. Potem gre zahvala tudi mojim sodelavcem ter vsem članom odbora, ki so dejansko skrbno pregledali vse vloge ter temeljito izbrali zmagovalca, današnjega zmagovalca. Dejansko naša mnenja so bila zelo različna, torej razlikovali smo se, vendar enotno smo pa bili v tem, da v letošnjih raziskavah so bile pomembne predvsem medonosne čebele. Manj je bilo vlog strani divjih opraševalcev, ampak se je več nanašalo na medonosne čebele.
Tukaj je potrebno zelo lepo izpostaviti in povedati, da je Slovenija glede tega, kako smo prepoznavni po čebela, tudi mednarodno priznana oziroma mednarodno prepoznavna. Temu zelo lepo sledi Svetovni dan čebel, s katerim se promovira dejansko naše čebelarstvo in pa slovenski zajtrk, katerega sestavni del je tudi med. V Sloveniji skrbimo za trajnostno in vzdržno kmetijstvo, hkrati s tem, ko skrbimo za trajnostno in vzdržno kmetijstvo, pa skrbimo tudi za čebele in pa za čebelarje, kajti to gre z roko v roki skupaj. V zadnjem času veliko pozornost dejansko polagamo tudi temu, da bi dejansko čebeli izdelki, ki prihajajo na slovenski trg in pa na evropski trg, bili tudi prepoznani po poreklu in pa po kakovosti. Kajti zelo pomembno je, da potrošnik ve, odkot proizvod, ki ga uživa, prihaja in kakšna je njegova kakovost. Pa, če se vrnem nazaj k podelitvi nagrade Zlate čebele, tukaj moram povedati, da smo dejansko bili vsi enotni, torej vsi člani odbora in izbrali zmagovalca, torej enotno je bilo stališče vse, kdo je tisti, ki je najboljši in je zmagovalec. In preden razglasimo tega zmagovalca, lepo prosim, da se mi na odru pridruži predsednica Republike, doktorica Nataša Pirc Musar. Torej, nagrada Zlata čebela je zelo pomembna. Predvsem v letošnjem letu je to bila nagrada, bo podeljena nagrada na področju raziskav čebel in divjih opraševalcev. In to nagrado prejme oziroma zmagovalka oziroma zmagovalec je dr. Slobodan Davidović iz Srbije. Torej, kako naj opišemo gospoda, ki se je podpisal pod projekt SrbHive? In sicer lahko povemo takole, to je mladi raziskovalec, ki je dejansko svoj projekt financiral iz sklada Promos. Gre torej za, lahko rečemo, mladega perspektivnega raziskovalca, torej za raziskovalca, ki ima napredne ideje in ki je sposoben povezovati tudi skupino, torej dela v timskem delu. Zelo pomembna je ta raziskava, kajti prikazuje rezultate kako pomembno je genetska raznolikost tako pri divjih opraševalcih in pa pri medonosnih domačih čebelah. Ugotovili so za svojo raziskavo, da dejansko divje čebele so genetsko bolj raznolike in pa tudi imajo višjo heterogenost napram domačim medonosnim čebelam. Ta projekt, ta raziskava bo tudi podlaga za nacionalno strategijo Republike Srbije in sicer v smislu ohranjanja habitatov ter obnove divjih opraševalcev v naravi. Poleg tega je potrebno povedati, da je to projekt s evropsko vizijo in sicer prihaja iz države, ki je kandidatka za Evropsko unijo in ta projekt je dejansko projekt, ki povezuje mlade raziskovalce. Kot samega dr. Davidovića lahko opišemo, torej nas je prepričal na način, da je njegova mladost in zagnanost ter tudi skupinsko delo tisto, ki bo še vnaprej spodbujalo in na tem področju še veliko rezultatov in raziskovanj bo lahko dosegel. Zato mu iskreno čestitam. Zdaj pa še njemu.
Prosim, da se zbranim na odru pridružita še veleposlanica Helenske republike v Republiki Sloveniji, gospa Tereza Paraskevi Agelatu, ki bo prevzela plaketo v imenu nominiranke doktorice Fani Hatine, in gospod Jaume Gomila Saura, ki bo prevzel plaketo v imenu nominiranca doktorja Paua Enrique Serra Marina. Izvolite.